Vzajemno učenje je ena od dejavnosti mreže nacionalnih koordinatorjev za uresničevanje prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih. Področja učenja mreže so usmerjena v ključne elemente priporočila poti izpopolnjevanja in najpomembnejše vsebine, s katerimi se ukvarjajo nacionalni koordinatorji v svojih državah. Redna srečanja temeljijo na izmenjavi primerov dobrih praks. Vzajemno učenje na temo osveščanja, informiranja in svetovanja je potekalo v Luksemburgu 4. in 5. aprila 2019. Začeli smo s predstavitvami vnaprej pripravljenih plakatov na temo svetovalne dejavnosti. Predstavniki držav so predstavili državne pristope in različne prakse, ki odrasle spodbujajo k učenju. Srečanje je bilo razdeljeno na 3 dele. V prvem smo obravnavali osveščanje, informiranje in svetovanje, v drugem svetovanje in sinergije med deležniki, v tretjem pa spoznali, kako uporabiti podatke za snovanje politik na področju kariernega svetovanja. Po predstavitvah vsakega dela so udeleženci z metodo svetovne kavarne prispevali svoja mnenja o učinkovitosti in uporabnosti vsakega od pristopov za v prihodnje. V prvem delu osveščanje, informiranje in svetovanje so bili predstavljeni portal za vseživljenjsko učenje iz Luksemburga, festivali učenja na Irskem, Slovaškem in Sloveniji ter Luksemburška hiša za svetovanje. V drugem delu, sodelovanje in sinergije med deležniki, nas je zanimalo, kako odnosi med deležniki lahko prispevajo k izboljšanju učenja odraslih. Svoje izkušnje so delile ekipe iz Irske, Slovaške in Slovenije. Slovenci smo na primeru izpostavili vlogo koordinatorja tedna vseživljenjskega učenja. V zadnjem delu smo spoznali, kako uporabljajo podatke za snovanje politik na področju kariernega svetovanja v Lichtensteinu in Švici, kjer je karierno svetovanje urejeno z zakonom in je koristno za področje izobraževanja in zaposlovanja. Domov smo se odpravili bogatejši za 2 pomembni spoznanji. Ključno je poslušati mnenja udeležencev in jih upoštevati na vseh ravneh. Odprti javni prostori, kot so knjižnice in muzeji, ter učni prostori v lokalnih skupnostih, so poleg tradicionalne ponudbe izobraževanja in usposabljanj pomemben steber učenja odraslih. It gives me also lots of arguments and thoughts as I can use back home for our further work. So therefore it's very important for me to participate in these PLAs. You can actually concentrate your energy, your effort, and then you can actually go away and think about some concrete answers to solutions that you actually might be sort of challenged about. V naslednjem, zadnjem videu pa si poglejte, kaj najbolj skrbi izobraževalce odraslih v Sloveniji.